bil na nekakšnih špilih in band noče igrati tisti najbolj prežvečen komad, najbolj slav, ne? A se je tudi tebi ali pa tvojemu bandu dogajalo, da je imel pol distanca do komada, ne vem, najbolj znan Proletar, ne? Sigurno, pa ste si vedeli, da bom to vprašal. Nismo imeli težav. Ni bilo problema. To je trajalo v bistvu 33 leta, ne vem, pa ni bilo to koncertov. Nismo bili, da bi se tako s tem ukvarjali, tako strateško. Znači, igralsko tiskali smo imeli skozi. Kaj mi ti reči? Lepo, v glavnem... Ni nas minilo. Manj še mogoče presenečenje organizacijsko, ne? En naš sodelavc je recimo dobil mail, v katerem sem ga zaprosil, da če bi še nam malo ugodil interpretiral tega Proletarja, ne? Če bi mogoče tisto črno... Zdaj me strah, ko je omenil, da so 3 akorde preigrali, jaz sem videl, da so samo 2. S tem sem vse povedal, kako se splošal. Ja, a vi? Ja, nademo, no. Zdaj, da vidimo to. Drugače, medtem ko se Mitja pripravlja Proletar, lepo tipkaš v spletni iskalnik v YouTubeu in je zelo lep posnetek. Je famozen posnetek, ker jaz sem s mikrofonom in zatunem Come On. Čeprav nisem znal angleško. In potem cel band se še zdaj zabava, ko se dobimo. Kaj bo pa to? Ja. Kaj pa ta? Spontanost. Što je spontanost? Tudi... Globalizacija pred globalizacijo. Za Come On sem vedel, kaj pomeni. Da vidimo našega dvoakordnega. Ja, jaz... Saj tudi Proletar, Mitja, drugače Štrom medtem ko pauzira Rihta. Danes je povalko z Rihto v Centru kulture. Jaz sem eno prošnjo, v bistvu, da bi jaz njem tak... A je za pojem, okej? Ne. Lahko pomagaš tam, drugače pa jaz nisem naredil bolj punkersko verzijo, tako v originalu, bi mogoče pomagali vi, če si pa zmislil, kak bi naredil bolj punkersko verzijo, ne. Gre pa takle. To je bolj, da